kar se je zgodilo v naši župniji, torej Lipovcekovi pogreb, ki je razprost pepela. In zanimivo, da so se na tistem kraju, bilo je to malce višje, v Griču, zbrali številni, ne tisti, ki hodijo v cerkev, ampak drugi, ki so čutili s tem. In tukaj ravno to, kar ste vi načela, gospa avtorica, torej ravno ta bolečina, oziroma teh, ki se jim to zgodi, pa vprašanje bo to. Torej, kako odgovorimo, da to vedni ljudje in starši in okolica, posebej vedni se bojijo, kaj bodo pa sedaj ljudje rekli. Torej, ne vem, drugačni misleči ne čutijo tako, sicer se ne bi v tistem snegu, blatu in dežju in prosti izplalo toliko ljudi na tistem hribu. Sam sem vzel blagoslovljeno vodo, da sem pokropil ta kraj, da je bilo vsaj nekaj blagoslovljenega tam, ker molitve ni bilo. Ampak, torej, da se to lahko zgodi in tudi v našem koncu se je blizu zgodilo, da je naredil samomor fant iz tako imenovane idealne katoliške družine. Torej, nihče ni izjem, vsakomor se lahko to zgodi. To je nekaj nerazumljivega, pretresljivega in dosti krat, da smo pa bili ljudje tisti, ki pa bolj psojemo kot kakšni drugi. Nam je zdaj pokazali, sajmo to lažbo, še letijo kar te besede, kot mi je povedala na gospa na Prezjah, ja, Bog vas pa res ne tepe kar tako, se mora ženi, ki tazga problemi, kaj hudga, da vas tepe. Mogoče na to kaj. Res pa sem hvaležen za besedo spodbude obema, posebej gospodu Bogdanu. Ja, mogoče samo nekaj stavkov. Ja, res je, samomor je lahko pojav tudi v zelo katoliški verni družini, nekje na kmetih, nekje na vasi, poznanega očeta, ki ima celo, ki je v družini duhovni poklic, in je oče napravil samomor. Vsako nedeljo pri maši cela družina, zelo verni. In zakaj? Torej, je bil pri zdravniku, je dobil mogoče neko diagnozo, ki je bila tako bolj, ni bila jasno določena, ustrašil se je, zbal se je, da bo ostal doma v hudo breme domačin, ki morajo obdelovati kmetijo, in iz te stiske ni našel rešne poti. Kako bom jaz preboleval svojo bolezen, pa bom mogoče leta in leta ali pa mesece v breme svojim domačim. Ni prenesel tega. Morda je kje tudi ta vzorec posnemanja. Nekateri pravijo, da je lahko v sorodstvu tudi neka nagnjenost, prirojena nagnjenost, ki se potem gre v posnemanje, da se več oseb iz nekega sorodstva napravi. To bi psihologi vedeli povedati. Ampak to tudi pomeni, kako malo poznamo človeka, kako malo uvida imamo res v tiste njegove zadnje motive in razloge in strahove. Sej končno, kot nam je rekel Trstenjak, samomor je nekaj najbolj protislovnega. Pravi, prav izvor vseh strahov je strah pred smrtjo. In tukaj pa človek napravi najbolj protislovno dejanje, gre v smrt, da se znebi strahu pred smrtjo. Ravno v tem je tudi, bi rekel, da je človek simbolično bitje, kot on pravi. Ne moreš dognati. Protislovno bitje večkrat. Protislovno bitje, ki kot apostol Pavel tudi sam pravi, dve postavi nosim v sebi in delam, česar nočem. Celo to, delam, česar nočem, česar ne odobravam. Če je Pavel izkušal to v sebi, kako ne bi navaden človek, ki ni svetnik, ti dve postavi, ki ga vlečeta nasprotno smer. To spoštovanje v vsakem primeru, in to je Anja odlično nakazala,
spoštovanje, tenkočutnost, občutljivost, pogovor, nobenega besednega, verbalnega ali čustvenega nasilja, ne, na ta način torej, se približati ljudem, ki trpijo potem kot žalujoči. Če dovolite samo to, tudi duhovnik je naredil samomor, ni bilo v Sloveniji, zelo blizu. Obsodili so ga spolne zlorabe. Tisti, ki ga poznajo, so trdno prepričani, da tega ni naredil, veliki stiski je bil, nikoga ni bilo takoj ob njem, šlo je za nekaj ur. V tem času je on naredil samomor. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje morda? Ja, seveda. Jaz bi na vaše vprašanje mišljenje. Res je samomor, res skrivnost, nekako se nisem mogla predstavljati, da vmes pač to se mi zgodilo, tako da lahko preseneti kogarkoli, bogatega, revnega, duhovnika, sestro, nuno, zdravnika, psihiatra. Seveda pa prihajam iz vasi, kjer je pač si bolj na udaru, verjetno kot v mestu, ne vem, ljudje več vejo o tebi, več se govori in je bilo pač seveda takrat zelo, zelo pestro, govorice so švigale. Zdaj, kako se nekako s tem spoprijemati, vsak najde svoje načine. Te govorice lahko naredijo veliko škode, tudi med vednimi ljudmi. Recimo sama osebno nisem mogla v svoji župni hoditi k maši pol leta, ker sem imela prevelike strahove, ker so me pač vsi gledali. Sem si mislila, saj mogoče me niso. No, potem sem pa zopet lahko, ne, o tem govorim. Zato tudi verjetno veliko ljudi ne želi iti, hoditi k maši ali karkoli zaradi teh stvari, ampak to počasi pol prerastamo in razumemo, da gremo k maši zaradi sebe, ne, sej ne zaradi sosede. Res pa je, da se ljudje zelo malo poznamo, sami sebe malo, da bi pa druge pa sploh. Tudi avtomobil, ko ga peljemo k mehaniku, težko včasih ugotovi napako, kako smo šele mi skrivnostni in zapleteni. Hvala lepa. Ja, izvolite. Dobar dan, jaz sem šla psihiatri Sanja. Če lahko vprašam, kakšen košček pomoči svojcem po samomoru lahko ponudi psihiatrija? Ja, takrat, ko sem jaz iskala pomoč, je imela profesor Ronja Grad skupine. Sedaj teh skupin ni več, nažalost. Zdaj, k sreči ali pa nesreči, jaz sama nisem imela denarja, da bi si kakšno zasebno terapijo privoščila. Sem pa dobila pomoč v okviru javnega zdravstva, kar pomeni na kartico. Po maminem samomoru so nam zorganizirali družinsko terapijo z očetom, bratom in menoj, kar je bilo zelo dobrodošlo. To pomeni 12 srečanj in pogovor. To je bilo v obliki psihiatrije, mislim, da ne, ampak v okviru javnega zdravstva. To potem pa pač, če iščeš, tudi najdeš pomoč. Pa seveda, če jo hočeš, lahko imaš 10 vrhunskih terapevtov zraven sebe in plačuješ vse mogoče, ampak če ti nočeš nekako si vsaj malo pomagati, je tudi težko. Še kdo morda? Izvolite. Jaz se upravičujem, ker sem zamudila. Ko je knjiga nastajala, so se včasih srečale z Anjo in jaz bi rada čestitala. Veste, izpostaviti se v takšni situaciji, drugi pišejo knjige o svojih uspehih, o mogočnih stvarih, ki so jih naredili. Anja je napisala o svoji bolečini, ker delam v hospicu, ji lahko čestitam, ker to pomeni ena zmaga. To pomeni srečanje z občutki krivde, z občutki vsega mogočega, vseh obsodb in to narediti tudi v katoliški cerkvi, ko ste rekli, je za pogum, Ker vsi mi čutimo to, veste, tudi en odpor do teh pogovorov. Odpor do tega, da se srečamo, soočimo s temi stvarmi. In da je Anja o tem spregovorila, je rešitev. Mislim, da je zmeraj znova rešitev in zmeraj znova je rešitev govoriti o tem stvarih. Seveda, če imaš nekoga, ki ti tukaj še lahko bolj pomaga,
je idealno. Ne? Če pa ne, pa najdi človeka, ker ti lahko daš ven to svojo bolečino. Čim se zapreš, si sam, osamljen, daleč vsega. Čim se odpreš to rano, jo daš nekje na sonce. Ne? In jaz tako samo čestim. Hvala lepa. S to mislijo bi morda tudi lahko zaključili, se pravi, da je ta knjiga poziv vsem bralcem, vsem, ki jo bomo prijeli v roko, vsem, ki smo se seznanili z avtorico, da ne bomo ograjevali svojega lastnega vrtička, ampak da bomo znali deliti stisko z ljudmi okrog sebe in hkrati razvijali občutljivost za stisko bližnjih, torej ljudi, ki z nami potujejo na poti življenja. Hvala vam za udeležbo, hvala mojima gostoma, gospe Klančar, gospodu Dolencu za obisk, za vajne besede, za vajni življenjski zgodbi, ki ste nam jo delili in lep dan želim vsem še naprej. Hvala.